Zdaj pa o še enem izjemnem uspehu slovenske šefinje Ane Roš iz kobariške hiše Franko. Sinoči je v Milanu na podelitvi nagrad za najboljše šefe osvojila drugo mesto v najprestižnejši kategoriji najboljših kuharjev na svetu. Med 126 kuharji, ki so prejeli 3 nože, nagrade za najboljše šefe sveta, pa se je zavihtela prav Roševa. Izbor, ki ga pripravljajo vsako leto, slavi kulinarične inovacije in globalne talente ter združuje vodilne osebnosti gastronomije. In v samem vrhu je Ana Roš, ki je zdaj z nami. Gospa Roš, slavimo najboljše šefe sveta, je odmevalo po Milanu. Kaj pa je odmevalo v vaši glavi, ko ste slišali, da ste med 3 najboljšimi na drugem mestu prav vi? V bistvu mogoče 2 stvari. Ena zagotovo, da je to lahko nek omaž oziroma darilo vsem ženskam na svetu, ki si želijo nekako prodreti v kulinarično sceno oziroma v fine dining sceno. In ker mislim, da je to pač v bistvu ni več orientirano na spol, ampak je dejansko orientirano na šefe, kar pomeni, da vsaka ženska lahko in zmore in lahko ima otroke in mislim, da je to eno sporočilo, ki je izjemno dolgo in globoko. Druga je pa seveda, da je to res totalno svetovna lestvica in ne vem, včasih sem premalo ponosna na sebe, to sem večkrat rekla, ampak mislim, da je tudi za Slovenijo samo to en tak izjemen rezultat. No, mi smo vsekakor ponosni na vas s temi dosežki. S čim pa ste prepričali komisijo, da so vas postavili tako visoko? Mislim, jaz osebno nimam pojma. Mislim, da parametrov je veliko. So parametri, ki sledijo trajnosti, so parametri, ki sledijo kreativnosti, tisti, ki sledijo tudi prenašanju znanja mladim, kar mislim, da je izjemno pomembno, zato ker prenos znanja in v hiši Franko se to dogaja praktično na dnevni bazi, je izjemno pomemben, ker kdo smo, če ne znamo predati tega, kar znamo dejansko. In potem seveda je konstanca kvalitete, ki je tista, ki je v bistvu najbolj pomembna. Povejte nam, za kako pomembno tekmovanje gre, ne? Na njem so bili namreč zbrani vsi, ki kaj pomenijo v gastronomiji. Težko rečem. Jaz mislim, da se Best Chef Award najbolj približuje Michelinu, predvsem po njihovi izbiri tega, da razglasijo dejansko samo 3 najboljše šefe na svetu, za vse ostalo imajo 1 nož, 2 noža, 3 nože, kar pomeni 1 zvezdica, 2 zvezdici, 3 zvezdici. Imajo izjemno strog način ocenjevanja. Malo sem šla brat, preden se bi midva pogovarjala, ampak povsem tega ne znam razložiti, ampak dejansko je podobno kot pri Michelinu, praktično skoraj vsi inšpektorji oziroma ljudje, ki te ocenjujejo, morajo dati plus zate, zato da lahko zrasteš na lestvici. In razlika med 2 in 3 noži je v bistvu ogromna, podobno kot pri zvezdicah. Se pravi, med 2. in 3. zvezdico je ta konsistenca kvalitete in podobno je pri Best Chef Awardu. Mislim, da gre, da preskoči procent pozitivnih glasov iz 40 na 80%, tako da že to je ogromno. Pa da si top 3, ne vem, jaz še malo predelujem to novico in bom mogla prispati, ker je samo 1 noč za mano, ampak kakorkoli. Mislim, da je vse skupaj super za slovensko gastronomijo in za slovenski turizem nasploh, tako da bodimo veseli za take stvari. Res je in najlepša hvala, da ste bila naša gostja in še enkrat čestitke. Hvala lepa. Srečno.